Imamo še nekaj minut, če bo da kakšno vprašanje, komentar, pobuda. Profesor Grada. Mene se zanima, če je profesor Tepli, ki je vplival na Puščika. Namreč profesor Tepli je bil strahoten, on je bil socialist sicer, je bil pa hud proti marksist, zlasti je bil pa strahoten kritikar dela. In meni je rekel zmeraj pop, dokler nam bodo šolnošti komandirali v pokojnične državi. In me zanima, če imaš, Aleš, še podatke vplivu Teplija na Puščika. On je bil pač hedonist, ampak vemo, kako je bilo z njim prijetno pobivati, ampak bil pa je neverjetno ostrega duha in ostrega jezika in tudi ni nikoli padel, da je bil politično korekten v razgovoru. Ja, jaz tega nisem zasledil, da bi on kaj posebej njega vplival, tudi mislim, da ga neposredno ni učil. On je imel za zgodovino torej Muzloviča, za zemljepis, pa prej je imel Irmo Skrbinišek, tako da Teplija kot profesorja ni imel, pa tudi nisem zasledil, ki je posebej omenil. Je pa torej Tepli očitno bil bolj zagovornik tega, da naj klasična gimnazija tudi v novih razmerah ohranja neke standarde, kaj sem tudi citiral. Hvala. Smo dve besedi čisto na kratko. Jaz se upravičujem, da sem prvo predavanje malo zgodobam, da ni preveč dijaški list iskanja, s katerim se je pravzaprav na nek način začela usoda in kalvarija Jožeta Puščika, sem imel pač hkrati in prijetno dolžnost malce bolj natančno prebrati. In se mi zdi, da je poleg seveda tega čisto politično-zgodovinskega vidika zanimivo tudi zaradi tega, ker izraža zelo veliko. A prišel, za mikrofon. Ja, pravda za mikrofon, še poprosim. Škoda je. Nisem nameraval za mikrofon. Dijaški list iskanja, s katerim se je začela v bistvu na nek način publicistična kariera, pa tudi kalvarija Jožeta Pučnika, je poleg tega besedila pravzaprav en zelo zanimiv, po mojem, literarno-kulturni dokument časa, ker so torej prispevki v veliki večini tam seveda literarni, kažejo neverjetno, torej če imamo pred očmi to, da gre vendarle za dijaški list, pravzaprav neverjetno literarno raven. In to tako v literarnih prispevkih, ki so bodisi pesniški, bodisi prozni, kot tudi v prevodih, o katerih bo mogoče kdaj v kakšni drugi priliki še zelo koristno in smiselno kaj povedati. Skratka, en fenomen, ki je bil seveda mogoč zato, ker je bilo glasilo, če jaz prav razumem, Pučnikovo lastno oceno, kasnejšo neprijavljen list, kar pomeni, da je bil v bistvu ilegalen. Kaže torej seveda za duha in vzdušje tiste kulture čisto neverjetno podobo, ker tam ni pravzaprav nobene, razen te kritične ocene, pravzaprav ni nobenega zapovedane estetike tistega časa, tako dalje. Ampak eno drugo stvar, da ne bom zdaj dolg, bi mogoče vseeno dodal k temu, namreč tam so objavljena tudi pesniška besedila Jožeta Pučnika, ki so dobro seveda napisana v letih, v katerih je takrat bil, ampak vendarle kažejo pač veliko lirsko pesniško senzibilnost. Mislim, da je ta plat Pučnikove osebnosti bila tudi pomembna za njegovo kasnejše politično delovanje, pač kaže neko specifično človeško senzibilnost, ki je verjetno bila tudi eden od, kaj ne rečem, generatorjev, ali pa vidikov, ki je njegovo pač politično kariero poganjala. To se mi zdi pač pomembno, tudi zaradi tega, ker prej je
dr. Grdina omenil pogovore iz ne več tako slavnih časov na Novi reviji. Jaz se zelo dobro spominjam, ko smo 10 let skupaj sedeli na uredniških sestankih, katerih se je kljub svojim letom, kljub svojim zaposlenosti, Jože Pučnik izredno vestno in redno udeleževal in je včasih tudi na nepredvideno odložene sestanke pridno čakal. Skratka, in je bil vedno tudi zelo dinamičen sogovornik, ne samo v družbenih zadevah, ampak v bistvu tudi v literarnih. Pravzaprav, to je zdaj seveda popolnoma nepomembno, ampak če je že ravno spominski simpozij, pa mogoče vseeno, malo ljudi je bilo pravzaprav tam, starejših gospodov, ki sem jaz jih bolj poslušal, kot se z njimi pogovarjal, pa vendar, ki bi se do te mere intenzivno pogovarjali o literarnih stvareh, kot pravzaprav prav z njimi. Čeprav je bila večina ljudi v bistvu ljudi, ki so bili z literaturo ožje povezani v njega. Toliko hvala. Najlepša hvala. S tem zaključujemo ta sklop in gremo na kavo, kjer lahko